Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Jaz sem zdaj na Instagramu vprašala malo moje sledilke, kjer igračke, kaj uporabljajo, kaj mi je všeč in da kaj novega predstavimo še tukaj v podcastu. In je kar nepar napisal za Lelo. Lelo pa res še nismo nič predstavili. In imam danes tukaj Lelo Silo. Obstaja Lilo Sila pa Sona in jaz to vedno mešam, ampak tale je Sila. A veš, kaj bi bilo logično, da je Sona, ki ta v krogu bi mogel biti ta Sona. Sila je pa malo bolj tak podolgovat in bi mogel biti, kaj je I, a ne si, bi pa tako, ampak ni. In pa moram vedno pomisliti in biti tako glih narobe je. Skratka, Lelo je v bistvu ena taka malo bolj prestižna znamka seks igračk, tudi malo dražja. Imajo res take lepe in fajne stvari. Zdaj, tako čisto iskreno, a je vredno dati še enkrat več skor za Lelo, kakor za naprimer Satisfyer? Po mojem mnenju, ne. Jaz mislim, da je, kar se kvalitete tiče, pa kar se izkušnje tiče, skoraj isto. Tukaj daš res malo več zaradi znamke. Zdaj, ko sem jaz še delala v sex shopu, pa ko smo dobivali te feedbacke, je bilo dejansko tako, da eni ljudje, ki so sprobali oboje, so preferirali Lelota, ampak eni so pa preferirali Satisfyerjeve igračke. Tako da tukaj je čisto osebna preferenca še zmer. Pri teh igračkah je res največja škoda to, da dokler ne probaš, ne veš, kaj bo zate delovalo in kaj ne bo. Kar nekaj, kar za mene deluje 110%, bo za nekoga meh in obratno. Ampak tale, pač jaz, naprimer, ko sem raziskovala, veliko ljudi rekli, da ta jim je tako manj všeč kot karuna Sona. Ampak kar sem jaz ugotovila pri tej, ko sem probala oboje, da ta mogoče mečkan dalj traja, da ti pride, ampak meni je to bilo glih všeč, ker te malo dalj časa rajca, malo dalj te pripravlja, malo daljša ta predigra je skoraj s to igračko bila meni. In malo večja pač to ustje ima, to v bistvu prisloniš na klitoris, ne? In kaj dela, sesa ali? Kao sesa, sicer v resnici bolj pravilen izraz bi bil, da pulzira. Zaradi tega, ker ima tukaj tako membrano in potem v bistvu tako potiska zrak, dela pak. Ampak čutiti je pa ko sesanje. Meni ni čutiti, kaj sesanje. Meni vedno, ko so rekli, da so to sesalni vibratorji, sem dejsko, kje je to, mene sesa. Ni uniformerk, nekaj potem. Pač najboljša razlaga, ki sem jaz najdla za to, kako te igračke delujejo, je, da si predstavljaš, kakor da si na koncertu. Da stojiš pred gigantskim zvočnikom, ki dobesedno čutiš une vibracije oziroma pulzacije zraka, ki grejo čez tvoj telo. Kar čutiš vse pnota tisti zvok, ki je kar Kaj gongi. Ja, evo. No, ta igračka dela na pač ta princip. Tukaj noter je ista membrana kot v zvočniku, samo pač, da je manjši, ni toliko na glas, ne? In potem to prodira dobesedno tvoj telo. Ni tako, da stimulira samo tisti zunanji del, samo glavico klitorisa, ampak stimulira celo strukturo klitorisa, vse, kar je še noter, še te nogice. In v bistvu res, ko gre noter od tkivo in od znoter stimulira. In je res en tak zanimiv občutek, ki je drugačen, kot če so samo vibracije. Zelo intenziven, zelo velik, mislim, kar dosti žensk, ki recimo nikoli niso doživeli orgazma ali pa ki težko doživi orgazem, s takimi igračkami na te pulze, potem ali prvič doživi orgazem, ali končno odkrijo, da lahko zelo enostavno in zelo hitro doživi orgazem. Pa res taka zelo zanimiva stvar. Jaz sem, ko sem začela delati v sex shopu, sem komi čakala, pač, da bom to lahko končno sprobala, ker sem toliko slišala o tem in brala in sem lahko da vidim jaz, da je to in meni je bilo. Jaz sem bila res navdušena in pač da best je tako. Boš posodila za domov. Najboljše je, če uporabiš še malo lubrikanta, zato da je res vse tako lepo gladko. Lahko pa v bistvu tudi brez, pač se da samo pač dati gor in priklopiš in pol dela. Meni je všeč. Je pa tako ful mi je zanimivo, ker recimo, ne, da primerjam zdaj, pač Satisfyer je tako po moje najljubša znamka, ker imajo tako neskončno velike izbire in res cenovno je ok in kvaliteta je super in vse. In pač ta stane več kot 100 €, pa pač samo to dela, te pulze ima. Pomaš pa nekaj od Satisfyerja, ki pa stane, ne vem, 60-70 €, pa ima pač 100, pa še vibrira,
pa včasih še kakšen dodaten nastavek, pa še kdaj se kaj vrti, pa ne vem, v glavnem imaš tako eni igrački, tako 6 stvari, tukaj je pa pač res samo to. Je pa tako taka res luksuzna zadeva. Se mi zdi tako sploh za kakšno darilo, a veš, tudi embalaža je ful taka elegantna, taka črna in lepo je, no, v glavnem. Pač priporočam. Tako so smešne zdaj te oblike teh vseh vibratorjev. Se spomnim ta Hitachi, to zgleda kot mikrofon. Ja. In ko sem jaz bila na Baliju in pač sploh te vse tajske države, oni zelo radi pojejo karaoke, veš, sploh kamorkoli greš, če veste. In pač jaz sem to imela sabo, ker sem sama šla potovati na Bali en mesec in pride čistilka in mi potem reče, oh, I leave your mic there. Ona misli, da ti pjevaš. Se rekel, no dobro, da saj ne zgleda tako, veš. Veš, kaj bi še povedala o tem, recimo, ko si rekla, da je ful ženskam dober. Jaz sem pa ena izmed njih, ki mi je pa tudi čist premočna. Meni je to čist premočna stimulacija. Jaz imam res občutek sesanja in ne morem. Mislim, na začetku še neki, ampak pol, ko se bliža orgazmu, meni je to čist preveč. Jaz ne morem, pol moram dati stran. Kar sem pa še hotela povedati, ko si govorila o sili pa soni, ne? Pač razlika je v velikosti ust. Ja. Ne, te lukne. Ja, ta luknja. In pač logično je, če je večja luknja, se bolj razporedi pritisk, pa je malo manj močna stimulacija. Ne, če je pa taka una manjša, ki ti gre pa direkt tam, ne, pol pa tist lejlosona, je bil meni tako močen, da strašno mi je bilo. Ko sem jaz prvič probala, pa še kupila sem si ga, pa tako je bil drag. Sem bila tako, ful sem se veselila. Ja, ženske smo v bistvu dol, naša vaginalni in vulva in vse je tako živčena in vsaka na popolnoma svoj način kot prstni vtis. Čist eden nima enazga. Torej je čist oživčena vsaka na svoj način in zato je zelo pomembno, da vidimo, kjeri deli, kar enemu paše, drugmu boleče. Ne? In to dostkrat v bistvu ženske mislijo, ne doživijo orgazma, ker mislimo, da samo doživljamo vaginalni orgazem. Je pa v bistvu več klitorisnega orgazma. Torej, sploh ne stimulirajo zananje, ampak so pole razočarane, ko so v intimnem odnosu in v sami penetraciji ne doživijo orgazma. In tudi jaz dolg nisem vedela, da obstajata dva. Jaz sem mislila, zdaj ga pač med intimnim odnosom ne doživim. Ja, ne, pa spet greš, kaj narobe z mano, v bistvu pa ne, prvo mora svoje, zato je zelo pomembno, da svoje telo, ko potem vidiš, ne, a si ti klitorisna, a si vaginalna, eni so samo analni. Ne, tako da zato je zelo pomembno, da se ženska razišče, da lahko potem moškega vodi k temu užitku, ne. Kaj pa, naprimer, pri tej igrački, ki si rekla, se imaš itak možnosti, jaz tudi Hitachi, imaš tukaj enih variant, mislim, močnosti. Pač, a je... Tudi tle imaš, misliš stopnje, ne? Stopnje. Seveda, koliko močno. Meni je tudi, jaz mislim, da meni pač, tu v bistvu, kar na nek vakumček se ustvari, ker on potisne, ta membrana se premakne in potisne zrak ven, in ker gre zrak ven, gre klitoris noter in pol ga not potegne, ne? In jaz mislim, da meni jaz mislim, da enostavno ta sucking meni ni. Meni je na najnižji stopni tu preveč. Ne, jaz imam prijateljico, ki sem jo kupila potem za rojsten dan, ta Hitachi, ker ona tudi nikoli nekaj ni doživela, orgazma ali kakorkoli. Pa potem, pa še brez partnerja je bila in sem potem res ta Hitachi vzela. Smisel, zdaj se mi bo zahvaljevala. Pa reka, ne, da je vse premočno. Ne. Zanimivo je, ker močne vibracije imam pa rada. Jaz sem tega sesanja ne morem. Vse zruče sesanja, meni tudi nikoli mi ni bilo. In ful je zanimivo, pa tako drag šport v bistvu, če pomisliš. Ja, da ne moreš niti... Eksperimentiraš, ja, pa še ne moreš ga prodati, kot rabljeno robo na bolhi. Sej to, celo kanto imaš pol tega doma, nekih igrač, ki so ti tako povprečno uporabljaš, pa pol skozi ene in iste v bistvu, ne, une tri, ki so ti dobre. Nisem povedala ocene. Jaz bi mu dala 8,5, pa ne zato, ker mi ni všeč, ampak se mi zdi, da za to ceno pa da je drago. Pač iskreno, zdi se mi ful velik denarja za to, da dobiš samo ta. Ker če pa vsaj še vibracija, veš, ka pol recimo ti ni všeč to, da kukar tep, da ti ni všeč ta pulzacija oziroma to sesanje, pa imaš lahko vse vibracije, pa so ti mogoče vibracije cool, a ne? Tukaj imaš pa sam to in
kar se tiče uporabniške izkušnje, mi je 10 od 10, ampak sama igračka, price value, vse, kar bi pa 8,5 bi dala. Ga pa lahko dobite na Pitch Pop s kodom med nama 10.